No, z zadovoljstvom lahko povem, da danes tekom dneva je bilo na Agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije poslano še zadnja dokazila, pisna dokazila o raznih usposabljanjih glede varnostne procedure in tako naprej. In računamo, da bo v naslednjih nekaj dneh izdano tudi novo obratovalno dovoljenje. Mi se bomo seveda potrudili, da praktično skoraj isti trenutek, ko dobimo novo obratovalno dovoljenje, bo heliport ponovno dan v uporabo vsem uporabnikom. Ja, heliport je zaprt v bistvu zaradi nastanka oziroma gradnje nove infekcijske klinike. Seveda vsako gradbišče zahteva žerjave in ko so, bomo rekli, nas obvestili o postavitvi žerjava na gradbišču, ki je praktično v neposredni bližini heliporta, je bilo ugotovljeno, da se nahaja v sredini vzhodnega priletno-odletnega koridorja našega heliporta. To je seveda predstavljalo varnostno tveganje in tudi oviro v letalskem prometu, zato smo bili prisiljeni, bomo rekli, v iskanje nekih alternativ, ker drugače smo imeli na voljo načeloma ali zaporo heliporta za celoten čas gradnje, kar je seveda nesprejemljivo, ali pa zaporo samo ene ravnine in s tem bi ustvarili enostranski heliport, kar pa bi nam tudi vsaj za 25% zmanjšalo operabilnost našega heliporta. Tako da smo v sodelovanju s podjetjem Lupus Aero Solutions našli neko najbolj optimalno rešitev, ki pa predvideva ustanovitev oziroma začrtanje novega vzhodnega koridorja z dodatno varnostno proceduro, ker kljub vsemu so žerjavi tako blizu, da posegajo v samo ravnino. Z varnostno proceduro pa bomo te žerjave med obratovanjem heliporta umikali in pa s tem zagotovili varen pristanek vsem helikopterjem in pa letalskim in medicinskim posadkam, ki bodo k nam dovažale poškodovane in obolele ljudi. Glede same lokacije smo bili obveščeni tam enkrat spomladi, ker takrat, ko nas je Agencija za civilno letalstvo zaprosila za mnenje, takrat smo dobili točne koordinate žerjavov in se je pokazalo, bomo rekli, kateri žerjavi so problematični in kateri niso toliko. Takrat smo mi takoj začeli z, bomo rekli, iskanjem nekih alternativ, ampak to so tako zahtevni, tako zakomplicirani postopki, da ne gre čez noč. Mi smo bili maksimalno aktivni, tako mi kot podjetje Lupus Aero Solutions, kot vsi na gradbiščih obeh, kot tudi Agencija za civilno letalstvo, da smo, bomo rekli, to izpeljali v najkrajšem možnem času. Poletni meseci so bolj obremenjeni, kar se tiče reševanja v gorah in tudi drugače, ampak roko na srce, glede na število pristankov v naši ustanovi, kjer se letno giblje številka nekje med 450 in 500 pristankov, noben mesec ne bi bil optimalen. Še enkrat, mi smo bili prisiljeni to zdaj izvajati. Izvedli smo zelo kompliciran postopek, ki je zahteval različne varnostne analize, topografske študije, izračune in tako naprej v najkrajšem možnem času, seveda s pomočjo vseh udeleženih, ker drugače, bomo rekli, bi se lahko to vleklo tudi več mesecev. V času zapore smo bili v vojašnici Edvarda Peperka 36-krat, tako da kljub vsemu še vedno delamo naprej in se trudimo, da imajo vsi pacienti čim boljšo obravnavo, kljub, bomo rekli, malce ovinka, da pridejo do nas.